Pozdravljeni. Med navdušenci Formule 1 se še zmeraj najdejo tisti, ki slepo zagovarjajo arhitekturo V10 ter ožje, krajše ter bolide z nižjo maso. Zakaj to v današnjem času je izjemno utopično, pa kot običajno v naslednjih minutah. Priznam, meni osebno je samo ena stvar bolj nadležna od navdušenca Formule 1, ki vse svoje znanje črpa iz serije Drive to Survive. Menim, je od te skupine še bistveno bolj nadležna ona, ki zmeraj zahteva vrnitev arhitekture V10 in hkrati zagovarja ožje, krajše bolide Formule 1, ki bi imeli še nižjo maso. In tu se že vidi, kakšno je njihovo osnovno poznavanje pravil mehanike. Namreč razumem lahko, da nekaterim arhitektura V6 ni všeč, predvsem ker jih drugi imenujejo mlinčki za kavo ter sesalniki za prah. Ampak blok motorja z notranjim zgorevanjem, ki ima arhitekturo V10, ima zagotovo višjo maso in je daljši od onega, kar poznamo pod imenom V6. Ampak mnogim izgleda, da to ni jasno. A vseeno prihajamo v izjemno neugodno območje, kajti pogovarjali se bomo z osebki, katerim je zvok, ki ga producira bolid Formule 1, bistveno bolj pomemben od časa na krogu. Poenostavljeno povedano, koga briga, koliko tisočink uporabi voznik, da odpelje tisti krog, važno je, da brenči. In to zato, ker on tako zahteva, ker je njemu tako všeč, ker je on tako pomemben. Ampak mnogi se ne zavedajo dejstva, da je zvok odvisen od režima obratov, ampak režim obratov je samo delno odvisen od arhitekture. Treba je povedati, da arhitektura V6 je skorajda idealna za prostornino približno 1,5 litra pri prisiljeno polnjenim motorjem z notranjim zgorevanjem, kot ga gledamo v Formuli 1. Verjetno marsikdo se ne spomni tistega prvega obdobja, tiste prve turbo ere, ki se je končala leta 1988. Takrat smo videli, da pri Renaultu, pri Hondi, pri Ferrariju so izbrali prav V6. Seveda kasneje, ko so iz 1,5 litra prišli na atmosferske motorje 3,5 litra, se je zgodba spremenila. Ampak šele leta 1989 smo prvič videli V10. Predtem v celotni zgodovini Formule 1 izjemno redke primere, če ne prav nobene. Namreč V10 mehansko gledano skriva v sebi ogromno hib. In ena izmed teh velikih hib je neuravnoteženost pri vrtenju. Zato je potrebno dodati uteži
da lahko sploh gladko teče. In uteži, verjeli ali ne, pomenijo višjo maso. Verjamem, mnoge to ne briga. Ampak lep primer. Prva dva motorja V10, ki sta postala znamenita v Formuli 1, sta bila leta 1989 Renault ter Honda. Ampak Honda je pri tej arhitekturi vztrajala 2 sezoni. Tisti V10 Honda s šifro RA109E, kot zanimivost, je imel maso za 5 kilogramov višjo kot njegov naslednik. S to pripombo, njegov naslednik je imel arhitekturo V12 in kljub vsemu je štel 5 kilogramov manj. Ampak to nikogar ne briga. Važno je, da je rotacija tam okrog 20 tisoč obratov v minuti, kajti to ropota. Sam vam priznam, da sem imel v mladosti privilegij v živo slišati na progi V8, V10 in V12. In moje osebno mnenje je, da se lahko vsak V10 enostavno skrije pred zvokom, ki ga je imel V12. A verjamem, mnogi o V12 niti slišali niso, kaj da bi si vzeli nekaj trenutkov in poslušali kak posnetek iz preteklosti. Ampak ostaja odprto vprašanje, zakaj je nato V10 postal prevladujoča arhitektura v drugi polovici 90-ih let. Ne zato, ker bi imel neke lastnosti, ki bi bile pomembne, ampak zato, ker je bil dober kompromis. Kompromis med močjo in porabo goriva. In sedaj smo tam. Namreč poraba goriva je izjemnega pomena v Formuli 1. Adrian Newey je nekoč dejal, da 10 kilogramov višja masa pomeni približno 3/10 na krog slabši čas. In če je V10 postal po mnenju nekaterih, imenujmo jih poznavalcev, ikoničen, je pravzaprav zato, ker je nudil kompromis in ne prednost. Zanimivo je, da kljub temu, kako nekateri nekako ljubijo to arhitekturo, se ne zavedajo dejstva, da sodobni pogonski sklopi so v bistvu močnejši in omogočajo boljše čase na krog. In ne smemo pozabiti, da so poleg vsega še bolj zanesljivi. Že prej omenjena oba motorja Honde sta imela maso približno okrog 150 kilogramov. Pogonski sklopi, ki smo jih gledali do lanskega leta, so skupaj z baterijo MGUH, NGUK-jem, turbokompresorjem in vsem ostalim imeli maso, ki je bila primerljiva temu. In seveda današnji pogonski sklopi zaradi večjih baterij se gibljejo malce nad 185 kilogrami. Ampak nimajo po mnenju nekoga pravega zvoka. Ampak zasluga za to ni v arhitekturi, temveč je v gorivu. Gorivo je tisto, ki pravzaprav je razlog, zakaj je rotacija nižja in zakaj nekatere zvok razočara. Vkolikor bi imeli možnost porabiti več goriva, bi bili obrati tudi
blizu tistemu limitu 15.000 obratov v minuti. In če poslušamo motorje iz leta 88, 87, 86, ali je bilo tisto zanič? Bili so V6, ki so se vrteli na podobnih režimih. Ampak V10 je močan. Ni res. Najmočnejši motor v zgodovini celotne Formule 1 je bil BMW M12/13. Linijski štiricilindric, ki je imel pritisk turbine oziroma kompresorja v kvalifikacijah tam na 5 barih in pol, ter je neuradno dosegel med 1400 in 1400 konjskih moči. Zakaj govorim neuradno? Ker takrat nismo imeli na planetu dovolj močne testne mize, da bi lahko to izmerila. In treba je povedati, da življenjska doba te enote je bila redkokdaj 3 kroge. Mnogokrat se je zadeva ustavila prej. In tu smo zopet pri tisti točki, ki bo za marsikoga boleča. Vsi, ki tako slepo zagovarjajo V10, ker oni si zaslužijo boljši zvok, so običajno tisti, ki pravega V8, V10 ali 212 nikoli slišali niso, ki govorijo nekaj, kar so mnogokrat slišali od drugih, ki se spominjajo dirk izpred desetletij, ko so spali na kavču, ko jih je zbudil Miran Ališić in ko so vreščali ob zmagi tega ali onega, ampak so dirko enostavno preskočili. Navijati za tehnologijo, ki je bila popularna pred desetletji, je prav tako, kot da bi se leta 2026 naokrog vozili z volovsko vpredo. In razumeti moramo, da je Formula 1 izraz vrhunske tehnologije. Vračati se nazaj na tisto, kar je bilo popularno pred desetletji, je, kot ste razumeli, čisto brez veze. A moje videnje, moje mnenje. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.